z grajsko živinorejo sem se začel ukvarjati tako, da sem najprej kupil enega konja, ki pa je bil seveda osamljen. Zato sem nabavil kozo, ki je že nekoč bila tu na Grajskem, od znanca. In iz te koze je potem pravzaprav nastala današnja čreda. Mladostniki, v smislu 7-8 razred, recimo so se pripeljali s kolesom, izvedli nekakšen napad na koze oziroma na posest, ne? In potem vpijoč bozonja zbežali. In jaz sem se odločil, da bom prišel do vzroka teh napadov in sem si vzel čas in začel te mladostniške grupe spremljati. In smo naredili več krogov po Mengšu v večjih dneh, tako smo vsak večer prehodili po kakšnih 10 kilometrov. Na kraju ko so se utoborili pri mostu, sem snel bundo in jo nataknil na palico in rekel: "Fantje, jaz se vam nekako predajam." In sem se jim pač približal in potem je nastal dialog, ne. Začeli so me spraševati, zakaj ne prodam posesti pa kupim Lamborghinija, ne. In bogato živim, ne. Pa sem jih jaz vprašal, ja, od kje pa vam ta ideja, ne. Pa je rekel eden od mladostnikov: "Ja, je gospod župan rekel, če bo Jure prodal posest, potem nam bo za vse dobro." No, in seveda jaz sem še postavil par podvprašanj, ne. In potem pojasnil tej mladini, da jaz ne rabim Lamborghinija, da za mene so oni dovolj velik izziv, ki nadomesti vsakega Lamborghinija. Nahajamo se na Mengeškem gradu, imenovanem tudi Staretov grad, Kančev grad, Mengeški spodnji grad, in ta grad ima pestro zgodovino. Zadnjih 100 let pa je prehajal iz rok družine Stare v roke Lojzeta Kanca, mojega starega očeta, in sedaj je v mojih rokah. Grad sem dobil vrnjen po postopku denacionalizacije in lastnik sem od leta 2004. Okrog leta 2010 pa smo se nekako razšli z zadnjim najemnikom in od takrat sem počasi začel celodnevno se zadrževati na tem objektu in se ukvarjati predvsem z rejo koz. Seveda, v samem procesu denacionalizacije so se zgodili tudi zapleti s tem, ko so mi vrnili vedno grajsko pot. Ta pot ima to znamenito številko 16/1, na katero pa se je na vsak način hotela obesiti občina kot lastnik, in seveda se jaz s tem nisem strinjal. Uporabili so vsa možna pravna sredstva, da bi mi vzeli to pot. Jaz sem se pa za vsemi možnimi pravnimi sredstvi in tudi kozami branil in še vedno branim to pot. Iz upora smo z konstruktivnim pristopom razvili rejo živali, ki je ljudem blizu, ki je bila nekoč že razvita, pa smo jo zaradi urbanizacije, zaradi industrializacije pozabili. Se pravi, ta prvobiten stik, da ni med nami in živaljo električnega pastirja.
da ni žival, bi rekel, označkana kot kaznjenec v taborišču. To se meni zdi v humanističnem smislu napredno in sodobno. Tako da intenzivno razmišljamo o tem, kako postaviti scenarij tega prostora, tako da bo pravzaprav za vse ljudi sprejemljiv. Tudi za tiste, ki so bolj boječi, ki so skeptiki, se pravi, narediti en prostorski kompromis, ki bo živalim dajal več, kot ji dajejo recimo konkurenčne kmetije, ne? Pa ljudem več, kot jim daje živalski vrt. Glejte, saj nimajo vsi ljudje enake percepcije. Enem sem izredno simpatičen, kakšen me pa videti ne more, ne? Ampak to je neka statistična razporeditev ljudi, kjer je povsod tako, ne? In to mene nič ne čuti. Me pa seveda malo boli, kadar se mi dokazuje neka nenormalnost ali pa izkrivljenost ali pa, kako bi rekel, lenoba, ne. Res pa je, da se ne pustim, po domače reči, jebati v glavo.